Pregledna razstava, risbe, slike, grafike, reliefi in fotografije Konjičana Milana Lamovca Didija je doživela svoje odprtje v četrtek 26. februarja 2015 v poznih popoldanskih urah v Domu kulture v Slovenskih Konjicah. Svojo izvedbo na akordeonu je dogodek popestril tudi Konjičan, izjemni glasbenik svetovnega slovesa Luka Juhat. Milan Lamovec Didi je končal šolo za oblikovanje v Ljubljani na oddelku za grafično oblikovanje. Študiral je na Pedagoški akademiji v Mariboru na smeri likovna vzgoja. Po opravljenih sprejemnih izpitih na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je študiral slikarstvo pri profesorju Janezu Berniku in grafiko pri profesorju Apoloniju Zvestu. Sedaj je zaposlen kot likovni pedagog na osnovni šoli v Zrečah. Didi, konjiški slikar, grafik, scenarist, kipar, je zasvojen z likovnim izražanjem, z iskanjem, odkrivanjem, z materiali, snovnostjo in njenimi pojavnimi oblikami, transformacijami in neobičajnimi povezavami. Je slikar novodobnega časa, v katerem se dopolnjujejo vplivi eksistencializma, lirske abstrakcije in nadrealizma. Njegovo 40-letno delo priča o osebnem in avtonomnem slikarskem oblikovalskem rokopisu, vse od likovnih del v vseh možnih tehnikah do izjemnih obnov kapelic in fresk. Je avtor najbolj prepoznavnega konjiškega motiva o vitezu Juriju. Njegove freske, le kdo od Konjičanov jih ne pozna, med drugimi krasijo Mestno galerijo Rimer in dvorano Konjičanka. Svoje dela je predstavil na mnogih samostojnih razstavah, sodeloval na številnih skupinskih razstavah in likovnih kolonijah. Pri Zvezi likovnih društev Slovenije je za likovna dela prejel 12 certifikatov kakovosti. Enega za risbo, 2 za realistično slikarstvo, enega za abstraktno slikarstvo, 4 za kiparstvo, 2 za grafiko in 2 za fotografijo. Didi je dolgoletni član Društva likovnikov in fotografov Konjice ter svojim bogatim znanjem tudi dolgoletni uspešni mentor konjiških likovnih ljubiteljev. Kje iščem motiviko? So preprosto 4, recimo, nekje izhodišni načini pristopa k likovnemu ustvarjanju. To je eden prvi, recimo, je po spominu, potem naslednji je po predstavno, potem tretji je domišljija, neka fantazija, nek imaginarni svet, ki ga lahko človek nosi v sebi, lahko ga pa tudi ne nosi. In potem četrti je pa po neposrednem opazovanju. Torej, direktno, ko si izbereš neko vizuro mesta, ali pa si vzameš tihožitje, portret, integralno, in je to, opazuješ in mimetično prenašaš te podatke na slikovno ploskvo. No, slikovna ploskva je pa to zamisliti. Najprej je taka bela površina in kaj zdaj z njo? In se vedno znova vprašam, kaj bom pa zdaj s tem? V meni neki burgla, ki se dogaja,
In ko vstopim, se postavim ali sedim pred to površino, me zanimira, me nekaj intrigira, neka intriga nastane. In zanimivo, tista prva poteza predere tisto okno. In ko prva poteza nastane, sledi druga, tretja in tako dalje. In potem steče interakcija. In ves čas v nastajanju slike mora biti ta interakcija. Ne se vsest pred površino, slikovno površino, in reči, danes bom pa naslikal, pa kaj je. Ne? Ja, to je tako nekaj naslikal, ampak slikarja kliče, da ves čas je ta proces. Ona ti govori, jaz kot slikar sliki nekaj hočem povedati. Ponavadi se to dogaja v tišini, poleg tega, da je glasba, ki jo imam zelo rad, spoštujem tudi glasbo, seveda, ampak z mano in sliko se nekaj dogaja. Milan Lamovec-Didi je ob letošnjem kulturnem prazniku prejel tudi občinsko nagrado za 40 let izjemno uspešnega likovnega ustvarjanja in ustvarjalni opus, ki je dal neizbrisen pečat slovenskim konicam. Jerneja je pa dama, gospa, ki je vse tole sproducirala, organizirala, vodila, pa še s timom ljudi, vsem gre zahvala. Ampak tebi pa izročam tole, poglej, napisal sem to odzadnje, srčni šopek za Jernejo. In ga daš. Srčna hvala. Ljubka, pesem Ljubka za Ljubca, pa tole. Tukaj se da še kakšne note zapisati. Pa tole, poglejmo. Tole, Luka. Ljubca se spomnim, ko je bil še tako kratko hlač, in rečem. Skupaj smo nekje živeli, jaz še sicer živim v bloku, on ima že svoje, ampak kadarkoli sem šel mimo okna, je on vlekel harmoniko. Je vlekel harmoniko in pogledajte, kam je prišel danes. Ampak še nekaj je treba vedeti. Brez trdega dela ni uspeha. Brez trdega dela, sam Luka Tidež, brez ure in ure vaj. Jaz se spomnim dovolj, ko je profesor Milan Butin na akademiji rekel, veste kaj, slikarji, vi ste delavci in se moraš zavedati, da si delavci, da je treba delati. Ne res je, če pomislite na Van Gogha, to je neumorno delo. In vsi slikarji ga občudujemo. Kje je najdel, koliko energije je vložil v to ustvarjalno delo, v to magično. Neka magika ga je najbolj vodila. Luka, poglej, tukaj vzadaj sem ti pa napisal harmonija, kontrast in dominacija. Ti poznaš te pojme. Ko si zaigral Bacha, kontrapunkt je, recimo, kako pravi, fuga, največja mojstrovina kontrapunkta. In zares, tudi v slikarstvu je treba upoštevati te zakonitosti. Je harmonija, nastopi kontrast, ampak je pa dominacija. Luka, tole te pogledam za spomin na današnji dogodek. Sam še trenutek. Ne smem pa pozabiti na prijatelja,
Francija Ratela. Ne smem pozabiti in mu izrekam hvala, ampak to je preskromno. Hvala, Franci, pomagal si mi, ampak jaz tebi pomagal, da to stoji takole, kot je videti. Hvala lepa, Franci. Ja, hvala za pohvale, ampak tudi mi nismo radi pozabili. Mi, člani našega likovnega društva, letos ti ustvarjaš 40 let, tukaj smo mu dali 4 čopiče za vsako desetletje, ker pa v ateljeju nima vode, smo mu dali mi svoje akva iz celega sveta skupaj in pa tudi seveda tale slovenski nagrad, ker si tudi pravi Slovenec. In pa seveda pa še obenem tudi čestitke za tvoj življenjski jubilej. To ti izrekamo vsi skupaj, še posebej pa naši člani likovnega društva. Ja, hvala lepa. Ja, to je naše mnogo zanimivo. Eno skromno darilce ti bomo dali. Seveda to ni vse, mi pa bomo verjetno zdaj še nekaj povedala, tako sva se dogovorila. Razstava je s tem odprta.